Ja, dober večer vsem skupaj. Dobrodošli na Info večeru. Sem vesela, da se nas je toliko nabrali kljub sezoni virusov in ostalih nepridipravov, ki jim seveda mi v Kaleviti več ali manj zelo uspešno kljubujemo. Jaz sem zelo vesela, ker imamo danes eno posebno temo in še bolj posebnega gosta, tako da ne bo dolg čas, da boste samo mene mogli poslušati, tako kot ponavadi. Danes sploh ne bo dolgočasno. Sem pa na to idejo o energiji prišla v bistvu, ko sem bila jaz sama osebno v orgonskem wellnessu. Dajte dvigniti roke vsi, ki veste, kaj je orgonski wellness. Okay. Zdaj pa dvignite roke vsi tisti, ki ste že bili v orgonskem wellnessu. Ok, super, no. Imamo potem tukaj še nekaj prostora za izboljšavo. Mislim, da je tole bila kar dobra tema. Janez pozna zadevo že zelo dolg, saj bomo tudi danes ugotovili, da to ni neka nova stvar, ampak se mogoče še vedno o tem premalo govori. Je pa praktično cela znanost za tem. Zadevo bom pustila našemu današnjemu gostu, ki ga vidite tudi tukaj na zaslonu. V glavnem, temo smo zbrali zato, ker sem jaz imela eno tako zelo pozitivno izkušnjo. Sem rekla, evo, tole bi bilo pa za naše člane definitivno zanimivo, da se spoznajo za orgonsko energijo, ker saj veste, mi v Kaleviti skrbimo za to, da holistično gledamo na naše zdravje, kar pomeni, da ni samo fizično telo, ampak da skrbimo tudi za našo mentalno zdravje, tudi za dušo in s tem v bistvu nekako probamo doseči neko homeostazo, ravnovesje v telesu, ker to je tisto, kar pomeni, da smo mi potem zdravi, da smo v dobri energiji, da se fajn počutimo. In jaz sem bila pač tako navdušena, upam, da boste tudi vi danes, boste imeli možnost marsikaj vprašati. Bo pa potekalo tole, oziroma ne bo predavanje, bo bolj delavnica, bom jaz rekla, tako da jaz najprej predstavim energijo skozi fizično telo, da vam mičkam povem, kaj lahko mi sami naredimo za to, da se dobro počutimo, ker jaz seveda kot ambasadorka zdravja nisem tukaj v Kaleviti sam direktorica, jaz sem v prvi vrsti in moram biti zgled tega, da smo zdravi, da se dobro počutimo, da smo polni energije, res je. In seveda to želim tudi za vse vas, pa nasploh za širšo skupnost, da delamo nekaj dobrega in širimo tudi informacije okoli do tistih, ki jih pač potrebujejo, ker niso vsi vedno v najboljšem stanju in se mi zdi, da to je naša dolžnost, da jim pa pač mi tukaj pomagamo. Tako da energija je stvar, ki jo vsi rabimo. Tukaj se ne bomo ločili, ne glede na to, kaj smo mi po poklicu, koliko smo stari, vsi energijo rabimo. A se strinjate tukaj? No, za vse tiste, če je slučajno komu od vas energija malo zaspala, se bomo danes naučili, kako jo lahko malo prebudimo. In jaz vam bom pokazala, kako lahko telo podpremo z zunanjimi mikrohranili. Osredotočila sem se sam na 3 stvari, da ne bo preveč, ker v Kaleviti imamo ogromno izdelkov. A kdo ugane, kaj sem dala v ožji izbor? Bravo, koencime, ja, Q10, kaj še? C-vitamin. Ne, C-vitamina nisem tokrat dala noter, ker je preveč širok spekter. C-vitamin še na 1000 drugih stvari vpliva. Tudi full spektruma nisem. Noni, bravo, ja, bravo, noni. Evo, noni. Pa so tu Boost Up. Bom tudi potem povedala, zakaj se uporablja. Je pač eden novejših izdelkov. Ampak je tudi prišel v ta izbor, ker se mi je zdel smislen, kljub temu, da imamo res, kot si jo že rekla, veliko izdelkov, ki pomagajo pri energiji. Ok, za prvo misel sem dala, malo sem povezala današnjo temo pa z orgonsko energijo, ki mora energija lepo teči, pa z našim sloganom, da takrat, ko energija steče, življenje zasije. Se veste, da imamo mi Shine On slogan in to je tudi namen današnje delavnice, da se bomo probali naučiti, s katerimi pripomočki lahko dosežemo, da čim bolj zasijemo, da se dobro počutimo v svoji koži. Začeli bomo pa v bistvu z osnovnimi gradniki, zato sem rekla, bomo danes mičkeno ponavljali biologijo. Pa bom na naslednji slikci pol tudi pokazala, kaj pomeni homeostaza. A veste vsi, kaj je homeostaza? Ravnovesje. Se pravi, ko je naše telo v ravnovesju, zdaj bolj moderna beseda homeostazi,
Katere 3 stvari pa vplivajo na našo homeostazo? Eno sem vam že povedala, ker bom govorila danes o fizičnem telesu, ne? Naš naše mentalno zdravje. Kaj pa je ta tretja stvar? Denar. Mersat. Okej. Delno imaš prav, ne, naše življenje je kvalitetno, kadar imamo 3 stebre in ti si zdaj enega povedal, finančna varnost, ne, zdravje bi bilo drugo, samo zdaj mi govorimo bolj o zdravju v tem ravnovesju, ne, pa tretja stvar, kaj še? Naša duša, ja, to je pa zdaj odgovor na tisto homeostazo, bravo. Vse bomo to Vlado povedali, se strinjam. Vsi imate prav, ampak iskala sem pa našo dušo. Ne? Se pravi, duša, fizično telo, vse to mora klapati zaradi tega, da se mi dobro počutimo. Če imamo kje kakšno blokado, se žal, tudi če sta to tudi če je to duša, se bo prej ali slej manifestirala na našem telesu. Nas je kar nekaj takih, ki smo po mojem to tudi že doživeli, a ne, smo zato danes tukaj. Ampak evo, hvala Bogu, te izkušnje imamo zato, da se kaj naučimo iz njih, a ne? Pa gremo naprej za dobro popotnico. Tako da ja, kadar imamo energijo, se ponavadi dobro počutimo, lahko razmišljamo, lahko se delamo, tako kot si ti prej rekel, lahko plešemo, a ne, tako kot Mersat do 4 zjutraj, ko ga moramo poditi dol s plesišča. Po drugi strani, če pa nismo mi v tej pravi energiji, ne, se pa nam dogaja, da imamo lahko tako imenovano meglo v glavi, ne, da smo raztreseni, da se ne moremo skoncentrirati, da nimamo nobene volje za delo. Saj poznate vse te občutke, saj smo verjetno že vsi kdaj to doživeli, ne. No, in tega pač nočemo in zato bomo danes se pogovarjali, kaj lahko naredimo, ne, da mi to dvignemo na malo višjo raven. Ok, gremo mi zdajle pogledati. Se pravi, to smo zdajle že povedali, ne, homeostaza, kaj je v ravnovesju. Zdaj bomo pa tisto biologijo mičkan ponovili, da boste vedeli, kje se začne odvijati naša energija. Osnovni gradniki, ne. Vsi vemo, da je naše telo sestavljeno iz celic, a ne. No, ampak a kdo ve, kaj pa je tisto, kar proizvaja energijo? Mitohondriji, ja. No, vam bom jaz zdaj povedala, da so mitohondriji. A kdo ve, kaj so mitohondriji? To je zdaj del, ne, ki smo vsi pozabili iz biologije. Brez skrbi, vam bom jaz povedala uradno definicijo. Mitohondriji so v bistvu samo celični organeli, ki so odgovorni za to, da proizvajajo energijo za naše celice. Okay? Naša celica ima nekje zdaj odvisno, ker organi potrebujejo različno velike energije. Tako da eni imajo več mitohondrijev, drugi imajo manj, ampak tam od 100 do več tisoč, ne, je v eni sami celici, da boste imeli občutek. Tole je mitohondrij, ta je lep, zdrav mitohondrij. Tale pa ni tako lep, vidite, da nima ta prave oblike. In zakaj ni lep? Zaradi tega, ker ga napadajo prosti radikali. Mi velikokrat govorimo, ne, prosti radikali nastajajo zaradi strupov, zaradi procesirane hrane, zaradi različnih toksinov iz okolja, zaradi kroničnega stresa, a ne, zaradi nezdravega življenjskega sloga, ker roko na srce, če smo iskreni, imamo kar večino, ne, veliko prostora za izboljšavo tukaj in zaradi tega pač se začnejo sproščati prosti radikali, ki v bistvu vplivajo potem tudi na celični ravni, tako da poškodujejo naše celice, ne, in tako se tudi recimo rakave, bom rekla, poškodbe celic začnejo, ne, ki povzročajo potem različna obolenja. No, ampak iz te mitohondriji, ne, ki izgledajo kot ene take bakterije, v bistvu iz kisika pa iz hranil proizvajajo energijo, dovajajo to celicam. A kdo ve, po katerem letu nam ta sposobnost proizvodnje energije v našem lastnem telesu začne res precej upadati? Ja, že mičkam prej, že pri 25. letu, tako, ja, pri 30 pa definitivno, zdaj tudi malo odvisno, koliko smo ohranjeni, koliko imajo tudi genske predispozicije, predvsem pa koliko dobro zase skrbimo, ne. Saj mi vemo, da je nekje 40% našega zdravja odvisno od našega življenjskega sloga, ne. Okej.
No, zdaj, če vam jaz povem, ne, da te mitohondriji proizvajajo ATP, se boste vsi za glavo držali, kaj je zdaj to. Adenozin trifosfat, ne rabite si tega zapomniti, važno sam, da veste, da te mitohondriji so tiste žverce, ki pač celicam dovajajo energijo. Zdaj me pa zanima, veste, kateri organi so pa tisti, ki pa rabijo največ energije? Jetra, srce, možgani pa? Kaj je ta zadnja? Mišice. Mišice. To so načeloma organi, ki potrebujejo največ energije, ne? Zato je tudi noter več mitohondrijev kot v drugih celicah. Samo da si tako pač predstavljate, jaz imam tukaj majčkeno napisano, da ne bom kaj pozabila povedati, te mitohondriji vplivajo to, kar smo rekli, to, da se proizvaja energija, ne? Potem vplivajo na presnovne procese, potem vplivajo na samo celično dihanje, tudi na celično smrt, se pravi, da tiste odmrle celice potem lepo odplaknejo ven iz telesa, a ne? Na termogenezo, če se še spomnite iz biologije, kaj to pomeni, to, da se uravnava temperatura, a ne? Sem še kaj pozabila? No, ravnovesje kalcija, evo to mogoče vas ne bo toliko niti zanimalo, v glavnem vse je več procesov, samo toliko za občutek. Zdaj pa, da boste vedeli, kdaj naši mitohondriji niso v ravnovesju, ponavadi se pokažejo neki znaki, ne? A se vam kaj sanja, kaj bi to lahko bilo, če je v povezavi z možgani, z srcem in tako naprej? Utrujenost, definitivno, če je kronična utrujenost, kljub temu, da mi dobro spimo, ne, 8 ur, je nekaj sigurno narobe. Pol so kaj še lahko? Slabo počutje, nasploh slaba koncentracija, tisto, kar sem že prej omenila, možganska megla recimo, težave z sluhom in vidom recimo tudi paše v to, različni nevrološki simptomi, hormonska neravnovesja, te so sploh ponavadi pri ženskah zelo, sploh zadnje čase, ne, kar v porastu. No, kakorkoli, omenili smo prej, zakaj prihaja do tega, si že lepo Nena povedala, ne, okoljski toksini, veliko procesirane hrane pojemo, kroničen stres in tako naprej, to so tisti povzročitelji, ne, ki poškodujejo te mitohondrije. Poleg te kronične utrujenosti, megle v glavi, ne vem, motnje spanca recimo, tudi prebavne težave, to, da zelo počasi okrevamo po kaki bolezni ali pa tudi, ne vem, po vadbi, ne, da smo sesuti, ker nekaj normalnega delamo pol še cel teden, to tudi ni čisto najbolj normalno, ne. Skratka, poslušajte svoje telo, ker če imate kakršnekoli take znake ali pa to, da vas kar mišice bolijo brez enega razloga, je treba začeti iskati vzrok, od kod to prihaja, ne. Seveda imamo pa tudi dobro stvar, da ne bomo zdaj samo o slabih stvareh govorili, mi lahko s tem, ko telo ustrezno nahranimo, tudi preprečimo te disfunkcije mitohondrijev in to ponavadi delajo, a kdo ve? Antioksidanti, to ste že vsi slišali, ne? Okej. No, a mi kdo zna povedati, iz kje bi recimo dobili antioksidante, kaj moramo jesti, da dobimo veliko antioksidantov? Ja, sploh temnolistnato zelenjavo najboljš, ne, recimo? Kaj še? Jagodičev je krasno, bogato z antocianini, oreščke, ja. No, kaj še? Kaj pa za srce pa za ožilje boste tudi vedeli, kje dobimo omega 3? V ribah, sploh v mastnih, ne, drugače, ja. To smo se to je bila debata od zadnjič, sicer ne, losos, sardine in podobno, ampak smo se pogovarjali pol tudi veliko težkih kovin in tako naprej, tako da tukaj je zato imamo omego, ne, ki je čista. Aha, ja. No, jaz sem ga enkrat jedla kot solato, pa moram priznati, da mi ni bil preveč všeč, ne vem, to smo si različni, recimo avokado je tudi krasna stvar, pa meni ne potegne osebno, pa je zelo priporočljiva, ker ima dobre maščobe, ne, tudi, ne vem, fermentirana živila, zeleni čaj, to ste sigurno že slišali, to je vse, kar vpliva na to, da nastaja oziroma da preprečuje poškodbe, ki jih drugače prosti radikali delajo. Okej. Gremo naprej na konkretne stvari, da ne bomo predolgi. Jaz sem vam že prej povedala, osredotočila se bom danes samo na fizično telo. Povedali smo že, da koencimi so tisti, ki dovajajo direkt energijo v naše telo. Koencimu pravimo tudi, a kdo ve?
Ubiquinon, ja, oziroma po domačemu pa rečemo tudi vitamin mladosti, ne, zaradi tega, ker ko smo mladi, imamo veliko energije, a ne, in pač koencim Q10 je tisti, ki polni vsako celico, zato da se dobro počutimo. V kaliviti imamo 4 različne, trenutno imeli smo še žvečljivega, če se spomnite, ne vem, ni neki dobro prodajo, potem so nam ga pa kar ukinili. Da boste vedeli, ne. Zdaj, veliko smo že povedali, tako da se ne bom preveč ponavljala, kar je važno, da veste, da so različni odmerki. Recimo tale super koencim Q10 ima 20 mg in tukaj je optimizirano razmerje, bom rekla, med količino pa med ceno, zaradi tega, ker je ugoden, imate noter 120 kapsul, samo je pa dejstvo, tam po 50 letu ena kapsula ne bo dovolj, zato da boste imeli vi dosti energije, ne. Zato v takem primeru je potem recimo mega koencim Q10, tam ima 50 mg noter, pa ima tudi antioksidante, ima vitamin E, ima A, pa selen zraven, ne. Imamo super mega koencim Q10, ki ima pa 120 mg, to so pa že potem bolj terapevtske doze, a ne, pri kakšnih tinitusih, pri srčno-žilnih obolenjih. Na Japonskem mimogrede za koencimom zdravijo srčno-žilne težave, pri nas seveda to ni priznana učinkovina, ki bi lahko pomagala, ampak vsi vemo, da pomaga, ne. Kar je pa zanimiv, koencim lozenges je pa podjezična tableta in ta je pa sploh primerna, ne, če že vemo, da imamo kakšne srčno-žilne težave, tudi v primeru, da bi bil kakšen blažji infarkt, takoj dati pod jezik, ne, to je še naša doktor Mrzlekarjeva govorila in res, je 30 mg, ampak najhitreje prehaja skozi našo sluznico potem v kri, a ne, tako da tukaj najhitreje začutite učinek. No, da glede na to, koliko se vam zdi, da ste izčrpani, lahko zberete tisto miligramaturo, bom rekla, ki vam ustreza. Jaz ga pijem v Glemapu, ne, ki ga je noter že 50 mg, tako da ga trenutno ne dodajam še posebej, čeprav drugače je kar pametno. Okej, no, zdaj je pa ta čudo, ki ga niste mogli prej uganiti, Boost Up, ne, je res malo novejši izdelek, ampak ta je pa odlična stvar sploh za mentalno naporne poklice, bom rekla. Za, ne vem, podjetnike, za direktorje, za tiste, ki rabijo res veliko koncentracije, ko morajo handlati med različnimi stvarmi, ki so zelo pod stresom, da lahko ohranjajo to mentalno svežino, koncentracijo, da so kos v bistvu vsem izzivom, je tole recimo ena taka krasna stvar, ki lahko pomaga. V bistvu so 4 stvari noter, izvleček bakopa, fosfatildilserin, to je že toliko težko izgovoriti, saj nima veze, bom samo povedala, kaj je poanta. Ginko, vsi vemo, da pospešuje koncentracijo, zaradi tega, ker v bistvu vpliva na prekrvavitev, in pa pantotenska kislina. V glavnem, poanta vsega je to, da poskrbimo za to, da možgani pravilno delujejo, da imamo boljšo koncentracijo, da smo bolj zmogljivi, da imamo boljši spomin, po drugi strani pa manj tiste tesnobe pa strahu, ki nam ponavadi tudi veliko blokad, verjamem, da bo Peter to povedal, a ne, pač povzroča. To se bomo pa spustili potem v organsko energijo. Okej, gremo hitro naprej, da ne bom jaz predolga, ker saj veste, jaz rada govorim, pa bi jaz rada danes predvsem besedo dala našemu Petru. Še zadnja stvar, ki se mi pa zdi, da brez nje pa enostavno ne bi mogla iti skozi, ker pri Noniju pa res hitro vidimo ta dvig energije. Ni zastonj, da se ga priporoča po recimo okrevanju pri težjih boleznih ali pa kadar se pripravljamo, da so kakšne operacije oziroma po njih, a ne. Zato, ker res tudi na samo kri, in to dela tako zelo subtilno, pošilja ta pravo informacijo, da telo potem ve, kaj mora narediti, ne, da se postavi v homeostazo. O tem bo tudi Peter danes govoril. Je pa tako, da ima zelo visoko biorazpoložljivost, ne pravimo zastonj, to je drugače polinezijska rastlina, ima več imen od kraljice superživil do rastline življenja, pravijo drugače pa uradno latinsko Memorinda citrifolia, tako da boste vedeli. Tako da, če čutite, da ste kronično utrujeni, jaz zdajle pozimi delam pač eno kuro, jaz ga kar direkt truknem iz flaše, jaz tam povem, to je super stvar za dvig energije, pri meni ni uno v zamašek pa odmerjanje, ne, pač jaz imam tukaj not montiran mojo merco, ja, ki je pač malo drugačna, ne. Okej. Energija teče takrat, ko ni blokad,
O teh blokadah bomo spregovorili skupaj s Petrom, zato ker to je tisto, kar je, bom rekla, tudi eden od ključev pri sami organski energiji. Se pravi to, da mi zasijemo, mora ta naša energija teči, brez nekih omejitev, brez zidov, ki si jih včasih sami tudi nezavedno postavljamo. Veliko imamo tudi neke travme, mogoče, ki se jih niti ne zavedamo, ampak naše telo na celični ravni pa vse ve, in se vsaka stvar se zapiše. Celice naše imajo spomin. Dobra stvar je to, da mi vse celice v telesu lahko obnovimo. Tako da lahko rabimo tudi 7 let, da se to naredi, ampak če mi res delamo na sebi, imamo mi krasne možnosti in tako, kot je Peter danes že lepo rekel, vse je rešljivo in vse je ozdravljivo. Sam pač moramo pa dati telesu možnost, ga ustrezno podpreti, pa pač delati na sebi. Ne moramo pričakovati nekih čudežev, pa se zanašati sam na neke zunanje stvari, sami moramo začeti na sebi delati. Danes bomo govorili tudi o pripomočkih, če se pravilno, to boš ti terminološko se boš izrazil, jaz nisem tukaj toliko domača, ampak glejte, če mi ne bomo sami skrbeli, tudi tisti pripomočki pač ne bojo dali ta pravega učinka. Tako da William Reich je že pred leti bil začetnik tega, ne bom šla zdaj v detajle, ampak samo to, da otvorim, da to ni nova stvar, ampak je poimenoval v bistvu organsko energijo kot živo moč narave. Mogoče že ta opis pove, da to ni samo energija, ki je znotraj nas, ki je okoli nas, ki je v celem kozmosu. In vabim našega posebnega gosta, Petra Faleskinija, da bo povedal, kaj pa je ta organska energija. Peter je tudi sam ustanovitelj svojega organskega wellnessa v Tisovcu, ne v Kisovcu, to je na Dolenjskem. Je en tak večni raziskovalec, tako da sodeluje z številnimi ljudmi na tem področju, je tudi avtor mnogih knjig. In evo, imate krasno priložnost, ne bo samo predstavil organske energije pa organskega wellnessa, ampak bo tudi odgovarjal na vaše vprašanje, če jih boste imeli. Tako da, Peter, evo, izvoli, beseda je tvoja. Hvala. A grem lahko jaz na uno stran? Ja, jaz sem desničar, pa naj takole kažem. Jaz sem Peter Faleskini, da kar začnemo. Danes vam bom probal predstaviti idejo organskega wellnessa. Malo se bom spustil, kaj je organska energija, pa malo bom delil moje izkušnje, ki jih imamo z različnimi ljudmi, ki k nam prihajajo. Jaz nikoli ne govorim o pacientih, ker sebe ne vidim kot doktorja, jaz sebe vidim kot informatorja, onega, ki pove tiste stvari, ki sem jih jaz preizkusil, pa priporoča različne strokovnjake, ki so pa boljši od mene. Tako da, jaz bi kar začel, najprej bi povedal, da je današnje predavanje sestavljeno iz 4 delov. Uvod, da boste malo več zvedeli o meni. Potem bi šel kar na to, kaj je organski wellness, torej kaj rešujemo in podobne stvari, pa bi šel pa malo teoretične temelje. Če vas bom tle preveč dolgočasen, boste povedali, pa bomo preskočili. Pa bomo šli pa čisto na konkretne rešitve, ki smo jih razvili. Še to bi prosil. Če ima kdorkoli kakšno vprašanje, me kar prekinite, da bomo čim bolj interaktivni. Če se s čem ne strinjate, lahko isto me prekinete, ne rabite se vse strinjati. Jaz imam svoje teorije, probal bom tako razložiti, da bomo imeli nek konsens, pa probal bom dati v kontekst, ki bo vam pomagal pri vašem zdravju ali pa pri zdravju vaših najbližjih ali pa pri vaših strankah, da boste jim lahko pomagali. In bi kar začel z osebno predstavitvijo. Jaz na žalost nisem popoln, tako kot drugi predavatelji, tako da jaz vedno začem s tem, da ne boste pa preveč razočarani, ker vam bom naprej razlagal, katerih je bilo mojih 7 največjih zablod. Začel sem, mislim, da je to ključno, da razumete mene potem kot raziskovalca. Postavil sem si previsoke cilje, mislil sem, da moram biti uspešen mednarodni podjetnik. 4 leta sem preživel v Londonu, 12 let v Švici. Verjel sem, da lahko jem, kar hočem in potem vse prešvicam v telovadnici. Verjel sem, da se bojo moji odnosi, tudi osebni, izboljšali, če bom bolj bogat, premožen, ugleden.
Verjel sem, da moram živeti v velikem mestu, kjer se veliko stvari dogaja. Zato sem šel v Lucern, ker je zraven pač ciriško letališče, kjer je 200 letal na dan, tako da sem lahko v istem dnevu šel v London pa nazaj prišel, ali pa v Amsterdam pa nazaj prišel. Skratka, to se mi je zdelo ful fajn in sem rekel, zdaj bom jaz tako živel. Verjel sem, da je nekdo, ki upravlja premoženje, bolj od tistega, ki kida štalo, po domač povedano, ne? In pa verjel sem, da moram neko dediščino pustiti za sabo, v smislu nekega raziskovalnega dela, nekih nepremičnin, nekih naložb in tako naprej. No, zdaj pa pojmo, to so bile moje zablode, ne? Zato zdaj govorim, da boste razumeli, iz kje sem štartal, da vam bo lažje potem razumeti, zakaj sem se podal na to pot raziskovanja, ker v bistvu sem rabil sebe rešiti, ali pa če tako rečem bolj ukvirno, sebe sem mogel pozdraviti. Ne? Če bi vi mene zdaj recimo 6-7 let nazaj srečali, bi bil približno takle, sem imel 30 kg preveč, bil sem tečen, sicer je bilo ful fajn, ker me je šoferkam pripeljal, ampak sem bil skozi tečen, po domač rečen, kaj driska, vse sem napizdeval in sem bil tako, pač sam sebi sem šel že na jetra, ker sem bil tak. Ne. No, hočem povedati, jaz svoje probleme še rešujem, nisem rešil vseh svojih problemov, tako da jaz vsem ponujam rešitve, ki sem jih jaz preizkusil, ki so na meni delovale ali pa na mojih obiskovalcih in ki mislim, da lahko tudi vam pomagajo, tako da boste razumeli. Ni pa to zdaj, mislim, velik del ima osnovo v znanosti, ker jaz sem po osnovi znanstvenik, gre pa veliko stvari tukaj v razne energije, frekvence pa to naprej, to bom pa pol pri teoriji, vas bom malo dolgočasil s tem. Še ena pomembna stvar, ki mislim, da je ful važna, je to, da jaz se še vedno privajam na mojo novo realnost, v kateri je uravnovešen živčen sistem bolj pomemben, kot vse premoženje in ugled in vse te stvari. In dejansko jaz verjamem, da valuta bodočnosti bo uravnovešen živčni sistem, zdrav telo in pa zdrav Jaz mislim, da bo to bistveno bolj pomemben, kot vse možno premoženje, ker verjamem, da bo premoženju bistveno padla cena, zaradi tega, ker ljudje, ki so nori, ki so ne bolni ali celo mrtvi, tega itak ne morejo uporabljati. Zato vas vabim, da se na to pot tudi podate z mano. Pa danes bom predvsem govoril o mojih napakah, zato ker se bo lažje vam identificirati z mojimi napakami. Pa tudi kar se tiče mojih dosežkov, so pač taki, da to je bilo za mene nekoč pomemben. V celem življenju pa ponavadi te stvari sploh niso tako pomembne. Ok, zdaj upam, da nisem predolg nakladal. Če ima kdo kakšno vprašanje, me lahko vprašate, karkoli tudi na koncu lahko pridete, se bom potrudil, da vam odgovorim. Zdaj pa sam organski wellness, kako je nastal. Začel se je tako, da sem jaz totalno zabluzil v življenju in da sem mogel pač nekaj narediti. In jaz poznam zelo veliko psihoterapevtov, poznam zelo veliko coachov in pač sem iskal po različnih, sem iskal in raznih mentorjih in to sem iskal rešitev, kaj zdaj jaz sem zabluzil, kaj zdaj naredimo. Takrat pač star sem bil 40 let, to je bilo že 10 let od takrat, ko sem rekel, da bom šel v penzijo, tako sem rekel, ok, zdaj pri 40 grem sigurno v penzijo, zdaj konca, neham gesrati in neham delati tako po celem svetu hoditi in sploh ne veš, kje si doma in skozi na enem letalu in skozi ješ v eni gostilni in tako naprej. Takrat sem se mogel ustaviti, potem sem rekel, moram urediti telo, da bom fit spet, ker sem bil mulj, sem bil fit, to, kar sem rekel, jaz sem skozi verjel, da če veliko treniram, da lahko kakršnokoli slabo hrano streniram ali pa jo dam ven, nažalost to ni šlo, zato sem bil mnogo predebel, bil sem skozi tečen, pa totalno nemogoče je bilo z mano biti. Zato sem se in kljub vsem tem psihoterapijam, kljub vsem coachingom, kljub vsem tečajem, vsem tem stvarem, jaz v bistvu nisem mogel svojega problema rešiti. Kaj se mi je zgodilo? Večina teh rešitev, ki so danes na trgu, ali pa ki so bile takrat na trgu, so se ukvarjali s tem, da ti vrnejo funkcionalnost. Ampak problem je, ker si ti enkrat uspešen poslovnež, pa
ker ko ti medicina ne zazna, razen pač prekomerne telesne teže, nobenih povišanih stvari v krvi in tako naprej, ti nimaš za klasičen model, nimaš sploh problema s funkcionalnostjo, ti si čist funkcionalen, denar lahko zaslužiš, a ne? Premikaš se lahko in skratka to, ti si funkcionalen. In ugotovil sem, da tega modela za performance sploh ni. In ljudje, ki so recimo tako, kot ste vi, ki so bolj, ki ste bolj ambiciozni, a ne, ki želite nekaj narediti, ki želite ljudem pač pomagati z temi izdelki, ki želite izboljšati in svoje življenje in življenje drugih, za tega obstaja zelo malo stvari, oziroma obstajajo stvari šele, ko ste že bolni, šele takrat vam lahko pomagajo. Namesto da bi vam lahko zdaj pomagali izboljšati vaš performance. Jaz sem pač piflar, imel sem veliko časa, celo COVID je bil in jaz sem se lotil potem še enkrat študirati Freuda, Junga in Reicha. Reicha sem jaz študiral že v bistvu 20 let prej. Lahko tudi povem, Reich je bil v Jugoslaviji zelo popularen, zaradi tega, ker je napisal za nemške komuniste manifest pred drugo svetovno vojno. In so ga imeli jugoslovanski komunisti ful radi in se je že v 50 letih prevajal Reich in potem v 60-ih, 70-ih so ga prevedli in imamo v bistvu na prostoru bivše Jugoslavije imamo izredno veliko prevedenih stvari in tudi tiste knjige, ki so jih v Ameriki zažgali, 56. leta so prevodi ostali v Jugoslaviji na razpolago. Tako da ta študij v bistvu, bom rekel, ni bil tako zahteven, malo po bolhi, malo med prijatelji in sem lahko zelo veliko študiral o Reichu. Moj problem je, da v bistvu sem zelo znanstven človek ali pa znanstveno indoktriniran, če tako rečem. In jaz imam razne tečaje za bioenergetike, imam tečaje za hipnozo, za vse te stvari imam narejene, ampak jaz, če hočem nekaj, mislim, ko nekaj začnem raziskovati, hočem to znanstveno noto notrati. Kaj pomeni znanstvena nota? Da lahko isto stvar pri istih pogojih človek za istim predznanjem ponovi. In tako sem jaz potem šel Reicha raziskovati čez njegovo znanost in kako lahko jaz njegove oziroma Reichove poskuse obnovim. Imam to pač prednost, da imam dovolj prostora, zato sem naredil laboratorije in vse take stvari in sem začel izvajati znane poskuse od Reicha. Reich je imel poln tudi poskusov, ki jih ne poznamo, ampak te, ki so se meni zdeli koristni. No, ugotovil sem, da on v bistvu ima ful stvari, ki jih ne razumemo, pa ki jih ne znamo umestiti, a ne? In zato so vsi govorili, to je psevdoznanost pa tako naprej. Pa sem pa začel Junga študirati, sem celo certificiran coach za arhetipe po Jungu. To se zgodi, ker imate preveč časa, ne? Ampak hočem reči, Jung je pa zelo jasno povedal, iz kje je on vlekel stvari oziroma poberil stvari, on jih je pa recimo iz indijskih ved, to so te sveti teksti njihovi, je poberil stvari in potem, ko sem jaz vede pa Reicha dal skupaj, sem lahko ugotovil, kakšna je razlika med organsko informacijo, na katerih frekvencah organska energija poteka, pa lahko sem razumel, kakšna je, kdaj govorimo o organski energiji. A ne? No, to sem zdaj pol zmiksal, pa sem začel graditi prve akumulatorje organske, pa začel sem razvijati druge psihotronične naprave. Kdo ve, kaj so psihotronične naprave? Naprave, ki merijo psihične elemente, dejavnike v organizmu. Zelo blizu. Psihotronične naprave so naprave, ki jih krmilimo za svojo psiho, pa ki vplivajo na našo psiho. No, 3 take znane, ki jih lahko boste tudi pri meni poskusili, pa če ste že bili pri meni, ste jih že, je vrtača izvora. To je psihotronična naprava, kjer se dejansko lahko z izvorom povežete, pa kjer se lahko prezemljite, pa začutite to pristno zemeljsko energijo. To je v mestu, si jo težko predstavljamo, če pa hodite veliko po gozdu, ste pa sigurno že čutili. In tle je pa samo v tej vrtači je pa toliko izrazita, ker ste malo izolirani,
da jo vsak, ne glede na to, jaz rečem, koliko je zamašen ali pa kakšne ima probleme, jo bo sigurno začutil. Zato tudi Društvo radiestezistov Ljubljana ima usposabljanje, ta tehničen del, ima vedno pri meni v tej vrtači, čisto vsak radiestezist, če je še toliko antitalentiran, v tej vrtači se nauči uporabljati in nihalo in L-antene sigurno. In tle bo shodil. Tle so tako specifične frekvence, da se jih da zaznati, tako specifične informacije in tako močen pretok, da lahko to naredi. No, potem eno leto prej sem pa delal labirint moči. To je pa tudi psihotronična naprava. Labirinti so poznani že od prazgodovine. Recimo velikih je v krščanskih cerkvah labirintov ohranjenih. V Sloveniji smo svetovni prvaki, imamo zelo veliko labirintov tudi v naravi. Eden najboljših teoretikov je pa en hrvaški avtor, jaz sem začel itak najtežje. Prvo sem šel študirati labirint v Franciji, en od templarjev, zato ker, ko boste prišli k meni, tam je bila postojanka od templarjev. In potem sem si rekel, ok, bomo mi tle kar naredili en templarski labirint in tako naprej. In potem sem šel jaz to študirati v Francijo. In seveda ta labirint je 50 ljudi že naredili doktorske dizertacije, ne vem kaj od tega, kakšen kamen so uporabljali, kako so ga inicirali, kjer je frekvenca so in tako naprej. No in to sem jaz približno pol leta študiral in sem ugotovil, tle rabim jaz $500,000 evrov, če hočem isti labirint narediti, zato da v kamne sem privlečen, pa da to naredim pa tako. Pa sem pa dobil tega hrvaškega avtorja, ta je pa rekel, nehaj komplicirati, ne. Še par mentorjev imam slovenskih, so rekli, Petre, ti nehaj komplicirati, bolj važno, da narediš labirint, kakor da je popoln, ne. In to je bil recimo tudi ena moja velika napaka, ker sem se jaz skozi ukvarjal namesto z avtentičnostjo, sem se ukvarjal za svojo popolnostjo, ne. In to pomeni, namesto da bi labirint šel, pa bi ga naredil, ne, tako, kot sem pol, ko mi je nekdo rad brcno naredil, pa zdaj labirint je, pa ga lahko vsak proba, sem jaz porabil 9 mesecev za to, da sem konstruiral, kje bom, pa da sem začel, kje lahko dobim točno isti kamen, ki je v uni francoski katedrali, da bomo naredili točno isti posnetek, pa tako naprej, ne. Skratka, ljudje zelo veliko, to je pač ena lekcija, ki mislim, da če si boste samo to zapomnili, danes bo ful veliko. Ljudje se zgubimo v popolnosti, namesto da se ukvarjajo s svojo avtentičnostjo. In to je recimo moj ful velik handicap. Na srečo imam zdaj toliko ljudi, ki se mi upa faca reče, Pera, zabluzil si, zdaj pa nekaj. In potem grem jaz lahko nazaj in naredim en izdelek. In recimo ta labirint moči je super dober izdelek. Vsak, ki pride, lahko vidi. Labirint je narejen tako, da v bistvu 4-krat spremenite smer in mi doživimo frustracijo. Mi smo navajeni v bistvu spirale in nam, ko hodimo v krogu, je normalno, da bomo prišli do sredine kroga, ne, če bomo šli v eno smer. To je ta naš podzavesten vzorec, ali pa Jung bi rekel, to je v kolektivnem nezavedanju. V labirintu moraš pa 4-krat spremeniti smer in od tega pride do frustracije. Ampak, ker vsi pridejo prav v sredino labirinta, se kljub tej frustraciji vejo, da pridejo do konca. To je pa naša največja lekcija pri osebnem razvoju, da osebni razvoj je poln frustracij, ampak vseeno lahko pridemo do cilja. In tako lekcijo, to je ta del, ki razlagam psihotronični, ne, ta del nam omogoča labirint moči. Potem jaz uporabljam vrtače izvora pa labirint moči še zato, da lahko žensko pa moško energijo merim, da vem, a ste v ženski energiji, a ste v moški, pa kako prehajate z ene v drugo energijo. No, potem pridemo pa do orgonskega akumulatorja, ki je pa v bistvu najbolj znan ali pa najbolj uporaben izdelek od Williama Reicha, ki nam omogoča, da se izoliramo od okolja. Fizikalno gledano je to zelo močna Faradayjeva kletka, zato ker ima 4 plasti kovine. To pomeni, da je noter magnetno polje bistveno manjše kot zunaj. Če bi rekel, da je nič, bi se zlagal, ampak je bistveno manjše in naše telo to zazna. Kako to deluje, zdaj čisto fizika je taka, oziroma nevroznanost govori o tem, človeški možgani v povprečju
20 tisoč zunanjih impulzov sprocesirajo na dan, pa 40 tisoč notranjih. Če rečemo na 1 uro, je to približno 1000 signalov na uro. V argonskem akumulatorju bo naši možgani sprocesirali samo okoli 300 zunanjih signalov. To pomeni, da nam 70% procesorskega prostora v možganih ostane. Možgani pa vedno delajo tisto, kar je najbolj pomembno. Če imamo probleme s psiho, bomo začeli razčiščevati svojo psiho, takrat, ko smo sami s sabo. Če imamo probleme z fiziko, kjerkoli v telesu, se bojo možgani takoj borili, kako da nam pozdravijo nekaj v telesu. Ker to je najbolj pomembna naloga možganov, je, da skrbi za naše fizično preživetje, če imamo z fiziko imamo v redu, začne z psiho delati. Skratka, zdaj pa ta organski wellness smo hoteli narediti, da je vsem dostopen, zato smo naredili neprofitni zavod za raziskave in promocijo organske energije. Kaj to pomeni? Vsak, ko pride na obisk, se lahko sam odloči, koliko bo za obisk plačal. Posebej vemo, da zdaj približno 1/3 ljudi je upokojencev, pokojnine v Sloveniji so, bom rekel, slabe v glavnem. Skratka, mi nočemo, da bi kar en del ljudi odrezali, plus druga stvar, ki se pa meni zgodila in zato mislim, da je to fair. Jaz sem imel seveda velike finančne probleme, ker sem se ustavil, pa ker sem šel v penzijo, zato ker jaz državne penzije nimam. In zato vsi, ki gremo na pot tega osebnega razvoja, ali pa vsi, velikrat so povezane finančni problemi s tem. In zdaj, če hočem jaz nekomu pomagati na poti osebnega razvoja, mu ne morem do take finančne obveznosti, da on tega ne bi mogel speljati. Zato jaz vsakega, tudi če ima finančne probleme, vabim, da pride, bo že speljal. Če ne, bo pa kdo drug, ki prije kakšen tujec, pa tudi nima problema malo več plačati. Ok, zdaj sem se malo že zataknil. Zdaj gremo pa še na teoretične temelje. Reich je bil sicer inženir, ampak po osnovni izobrazbi je bil doktor. Danes bi rekli psihiater, takrat so pa rekli psihoterapevt. Danes so to sicer dva ločena poklica, ampak on je v bistvu tekmoval z Jungom in Jung je rekel, za pot individualizacije, to pomeni po domač povedano, da malo vse pridemo pa da ločimo, kaj je zunanje, pa kaj je naše notranje, da rabimo približno 200 psihoterapij. Reich je pa rekel, to je samo zato, ker se ne znamo v telo spustiti, ker telesa ne čutimo. Če pa se mi uspemo v telo spustiti in začnemo čutiti svoje telo, pa lahko naredimo isto pot individualizacije s pomočjo psihotronične naprave, v tem primeru organskega akumulatorja, v samo 40 do 50 terminih. Po domač povedano, namesto da 5 let hodite do psihoterapeuta, lahko v enem letu rešite, če pretiravam, tudi največji problem. Zdaj, notranje blokade jaz delim s tem, da jih je še mnogo več, ampak jaz malo poenostavim, na travme, zamere pa strahove. In zdaj, travme si veliko ljudi sploh ne predstavlja, kaj je, čeprav jih vsi izkušamo, zato ker jih naša podzavest kar malo potlači. Strah pa vemo, kaj je, pa zamera tudi skoraj vsi vemo, ker sigurno komu kaj zamerimo, ali pa smo vsaj včasih komu kaj zamerili. In to se pol na fizični ravni manifestira kot upor v električnem krogu. Seveda, to se pa pri nas dogaja v telesu. Zato, ker jaz nisem mogel ljudem razložiti, ker so vsi mislili, da sem jaz nor, ker sem jim pokazal tako na telesu, le imaš upor, pa to jaz imam te šole za branje aure, pa teh stvari, pa zelo hitro vidim na telesu, kje se kaj dogaja. Sem pa grunte, kako lahko ljudem jaz to razložim, kako bojo oni začutili, kje imajo upor v telesu. In to sem spet študiral in sem ugotovil, da imamo vibracijske plošče za fitness, ki delujejo med 35 pa približno 65 Hz. In če vas jaz postavim na to ploščo, če se mi začnemo takole premikati, bomo mi točno videli, kje imate v telesu blokado. Sami jo boste videli, zato ker se vam bo del telesa začel tresti, tam se ustav. Tako da zdaj vam lahko jaz tudi čist na fizičnem nivoju pokažem, kje v telesu imate blokado, oziroma vas pripeljem do tega, da vidite, kje je blokada v telesu, če slučajno sami ne čutite.
Veliko ljudi ima pa tudi pač to sposobnost, da pa sebe čuti, ali pa saj neki, jaz pa mislim, pa potem rab sam potrditev. No, pa bom še malo stvoril s teorijo. Mene je ful motil, ker so vsi govorili energije. Ne? In to jaz sem leta 2011 dobil največje slovenskega priznanja na forumu inovacij za najbolj inovativen startup, zato ker sem naredil merilen sistem za meriti energijo. Ne? In to je mene motil, ker so rekli, organska energija, moramo iti na čim večjo energijo, morate imeti več energije in tako naprej. Zaloga energije, on ima velike energije, pa tako naprej. In to je bilo meni čist nemogoče, torej moj ta raziskovalni del, pa fizičen del je prišel totalen, kako bi rekel, kolaps, zaradi tega, ker nisem mogel priti do tega, kaj s temi energijami. In seveda tega na internetu ni razloženega, zato sem mogel narediti ful velik preizkusov, pa bral sem od Biblije do vedskih tekstov do tega, da sem potem prišel na eno tako skupni imenovalec, kaj je sploh energija. Zdaj, če gremo nazaj, energija je v resnici moč integrirana po času. Po domače, ker imate elektriko za elektriko, ne, če imate 1000 vatov, prižganih 1 uro, 1000 vatov je 1 kilovat, 1 uro je to 1 kilovatna ura. In energija se vedno v kilovatnih urah, lahko se tudi pač v kalorijah po džulih pa tako naprej, ampak načelno v kilovatne ure vedno lahko prenesemo. In slovenski staroverci so se ukvarjali, oni so govorili o 5. moči. A kdo pozna staroverce? V Sloveniji imamo ful teh ljudi, ki obvladajo delo z naravo in z lesom in s kamni in z vodo in z ognjem in z vsemi temi stvarmi. In oni imajo prav svoje definicije za energijo. Nikermana rečejo oni temu, kar mi rečemo tle organska energija ali pa življenjska energija. Na zdravje. No, in jaz sem to pol vse delal in testil in se pogovarjal in predavanja imel in nobeni nič razumel, ker sem jaz to razlagal. In zdaj smo na podobno. Tako da zdaj vam bom probal razložiti na podlagi radijske postaje pa radijskega sprejemnika, kaj se dogaja, kaj so frekvence, kaj so energije, kaj je modulacija, kaj je vsebina pa podatek. Torej, radijska postaja deluje na eni frekvenci. V starih časih, če se spomnite, smo mogli radio nastaviti na 95 Hz. In potem smo imeli pa AM pa FM, če se spomnite. Ena je bila amplitudna modulacija, ena je bila pa frekvenčna modulacija. Torej, ta modulacija je pomembna in tudi v naravi, v telesu imamo mi določene modulacije in določene frekvence imamo. Zdaj pa v telesu imamo cel kup različnih frekvenc, zaradi tega, ker naš vsak organ, pa vsak sistem deluje na različnih frekvencah, pa mi imamo pa še eno svojo skupno frekvenco, ki je v bistvu seštevek ali pa ponderiran seštevek ostalih frekvenc. Torej, frekvenca, če se spomnite, kako ste na radijski postaji dali na 95 Hz in ste poslušali. Potem, če se spomnite, v starih časih po 1 uri zjutraj ni bilo več programa. Ne? Kar šumel. Ja. No, zato je zelo važno, da imamo mi vsebino. Vsebina je pa lahko radijska oddaja, lahko je muzika bila, a ne? Skratka, zelo veliko različnih vsebin je. In tako je tudi pri naših frekvencah, ki imamo, celo vi imate eno frekvenčno napravo, prodajate. No, tam je zelo važen, a šumi noter, a imajo radijsko oddajo, ali imajo muziko. A ne? Torej, tako je tudi pri vseh naših frekvencah pa frekvenčnih postajah je zelo važen, kakšno vsebino oddajamo. Potem pa, če se spomnite, smo včasih gledali, so bile različne frekvence, tle v Ljubljani je bil Krim oddajnik, pa tako naprej, pa smo vedno gledali, iz katerega oddajnika sprejmemo in oddajnik ima svojo moč. Zdaj, zakaj govorim to, malo bom še dolgočasen, ampak na koncu upam, da bom v redu zaključil, ker radijsko postajo si predstavljam, ko smo šli nekam dol, ali pa smo šli kam v hribe, pa kar ni radio lovil več. Ali pa smo se po avtocesti vozili
Še zdaj imamo tam pri Logatcu včasih probleme z radijsko postajo. In zdaj sta dve zadevi. Če se spomnite, pa smo pa kupili boljši radio, pa kar naenkrat v avtu ni več zgubil signala. Pa, če se spomnite, ker je bil pol en RDS, se je rekel, pa je par sekund kar bufra imel. A ne? In pa tudi, ker je radio zgubil signal, mi tega nismo nič čutili, zato ker je kar naložil vmes, pa si ti poslušal. In to tako si predstavljate, več, ko mi delamo na sebi, več energije lahko transformiramo. Zdaj eni reče, da lahko energijo sprejmemo. Če pač obstaja zakon o ohranitvi energije, pol mi energije ne moramo sprejeti, ampak jo lahko samo transformiramo. In bolj, ko smo mi dobri, več energije lahko transformiramo. Pa je pa še ena stvar, ki je zelo pomembna, to pa je vedno povem primer z elektriko. Če boste v elektriko vtaknili en šrauf, se vam ne bo nič zgodilo. Če boste dva šraufa, vas bo stresal, pa varovalka bo vam vrgla. Če boste v elektriko dali grelc, se boste lahko pogreli. Če boste dali radio, boste lahko poslušali muziko. Skratka, stvar je v tem, energija je pa vse električna energija. In zdaj, ko eni pravijo, dobra energija, negativna energija, to ne obstaja. Obstajamo mi, a smo dober transformator ali nismo dober transformator. Od nas je odvisen, ali nas bo stresel, ker se bomo preklopili na elektriko, ali bomo dali noter grelc, pa se bomo pogreli, ali bomo pa radio poslušali. Ali bomo pa neki vrtelclo, ali pa pravni stroj, ali pa karkoli. Skratka, mi se moramo truditi, ne da bomo veliko elektrike recimo pospravili, ampak da jo bomo znali prav transformirati. In pri energijah je isto. Bolj, ko smo mi dobri, več energij smo sposobni transformirati. Tudi drugače, recimo, zdaj bom šel čisto na psiho, pa boste videli, da je zelo podoben. Recimo, mi objavimo nekaj na internetu in dobimo slab komentar. Recimo, meni napišejo, ti si kreten. In to je zdaj lahko rečeš, to je grozno. A ne? Če pa znaš stvar transformirati, pa gotoviš, da je ful dobro, da je napisal komentar, a ne? Zato, ker zdaj bo več ljudi videl. Ne? A ne? In več ljudi, ki napiše, ti si kreten od spodaj, več ljudi bo videl, zato, ker v Facebook misli, da je to ful dober post, zato, ker ga ljudje komentirajo. Skratka, mi imamo vedno možnost transformirati stvari, ki se nam dogajajo. In zamero lahko mi vedno transformiramo. Strah ga lahko vedno transformiramo. Tako da, ima kdo še kakšno vprašanje, ali vas neham tem dolgo časa? No, zdaj bi šel pa jaz na konkretne rešitve in začeli bomo s pregorelostjo. Sigurno ste že slišali za pregorelost. Praktično vsi smo že sprobali, pa vedno več ljudi ima problem s pregorelostjo. In pa še ena stvar je, pregorelost ni tako, da jo lahko mi kar zmerimo. Ne obstaja tako zelo jasna tabela, zdaj pa kar nam tlak imate tok, ne vem, živčni sistem se preveč odziva, tole je zelo težko, kako bi rekel, eksaktno zmeriti ali pa postaviti pravila za pregorelost. In zato večina ljudi sploh ne šteka, kaj se dogaja in tudi ne razumejo, da preveč časa že delujejo na preveliki moči in seveda brez regeneracije. Živčni sistem postane preobremenjen in telo se izčrpa, psiha pa postane taka, da kar naenkrat karkoli vidimo, to je slabo. Ta je grozen, se je zgodil, tako naprej. In to so vse znaki burnouta, ker nam gre vse na jetra, po domač povedano. No, pregorelost je, se pravi, praktično vsaka hod v službo bo pregorel približno tam. Tisti, ki je ful dober pri 50-ih, povprečen pri 40-ih, ki pa malo preveč na obratih, pa že pri 30-ih. Vi imate cel kup izdelkov, kjer lahko jih podprete pri pregorelosti, mi se pa ukvarjamo s tem tako, da prvo povežemo telo z energijo zemlje v vrtači, ki sem jo prej
omenil, potem umirimo živčni sistem v argonskem akumulatorju. Zakaj? Tako, kot sem rekel, on gre v izolacijo, ker naenkrat nevarnosti ni več, tiste strašne nevarnosti, pa stalne nevarnosti. Zato, ker je magnetizem se zmanjša, telo pride v varen prostor, se sprosti, ker naenkrat se lahko povežemo sami sabo in ta, rečemo, stresen hormon kortizol, ker naenkrat začne padati. Zato zelo veliko ljudi, ki gre v argonski akumulator, morajo pol na WC, pa tako naprej, zato, ker čisto normalno je, ko pridemo mi v varen prostor, lahko spet gremo na WC, takrat, ko moramo teči, ne moramo iti na WC. Skratka, to so recimo take, ki nam kortizol pade. Potem pa v labirintu moči pa začnemo iskati jasnost. Zakaj jasnost? Zato, ker večina ljudi pride v pregorelost, zato, ker sledi vsiljene cilje ali pa družbeno vsiljene cilje. Recimo, jaz sem mislil, da čeprav mene zanima to raziskovati, pa brati, pa knjige pisati, pa to, jaz sem mislil, da moram biti direktor, pa da moram biti tam nekje v enem velikem mestu, pa ne vem kaj vse sem mislil, da mora biti odkljukan, zato da bom jaz moram. In to so v bistvu eni cilji, ki jih imaš, ki so na nezavednem nivoju, ki ti jih družba vsil in ti kar bluziš in kar letiš. In kaj se zgodi? Pregorelost. Zato, ker ne delaš tistega, kar želiš, nisi z ljudmi, ki želiš, nisi v varnem prostoru, in ponavadi smo še tako brihtni, da ko nekaj delamo narobe, smo prepričani, če bomo še več delali, da bomo rešili stvari. In pa rečeš, ok, zdaj imam 3 firme, moram še 2 firme odpreti, da bomo bolj stabilni. In to so take neumnosti, vsak na svojem nivoju. En pa pač v službi še 3 projekte vzame, en pa, ne vem, doktori so pa čisto navdušeni, ki lahko po noči delajo dežurstva, pa čez vikende, pa tako naprej. In pač vsak ima svoj način, kako gre v pregorelost, pa kam beži, pa tako naprej. Skratka, pregorelost je sindrom našega časa. Mi trdimo, da je treba kar veliko časa, da gremo lahko ven. Naša glava je tako nastavljena, da nas pelje v pregorelost. Naš svet nagrajuje, če boste gledali na internetu, več morate delati, zmagali boste, če boste več delali, kot zraven. Ta športnik je bil ful uspešen, ker je več treniral, on je prišel pa že ob 6 zjutraj na trening, ne ob 8, zato je pa on zdaj toliko uspešen in to nam skozi govorijo. Tudi poslovneži slovenski vsi govorijo, od 8 do 4 je za račune plačati, od 4 do 10, pol zvečer, to je pa pol, da kaj zaslužiš. To so take, ki jih slovenski mediji zelo radi povzemajo in nam nakladajo, kako je to res hudo, super, dobro in tako naprej. V resnici pa vse to vodi v pregorelost. Ko smo v pregorelosti, smo pa še v preživetvenem načinu. Ko smo pa mi v preživetvenem načinu, pa nimamo šans, da bomo shujšali, zato ker telo enostavno, ko je ogroženo, noče zgubljati mase. Potem pa še naše odločitve so zelo grobe, ker so vedno, naš misli, da nam grozi smrt, ker moramo preživeti, so naše odločitve bistveno manj premišljene, pa tudi, če so premišljene, je premislek, kako bomo preživeli. Ne kako bomo nekaj najboljš naredili, pa kako se bomo najboljš imeli, pa kako bomo sproščeni, ampak samo kako bomo danes preživeli. Skratka, zelo gremo bolj na kratkoročne odločitve. Ampak kdo kakšno vprašanje? Ne, pa bom šel naprej. Upam, da mi niste že vsi zaspali. Pol je pa še ena stvar, za katero imamo konkretne rešitve, to je pa kriza srednjih let. Kriza srednjih let je ena najbolj kritičnih stvari, ki jih je naša znanost v bistvu zaradi razvoja psihologije pa psihiatrije, je v bistvu to zavrgla kot kliše. Kaj se je zgodilo? Znanost je ratala taka, da zna v bistvu vsako podrobnost analizirati. Vi ste pa anksiozni, vi ste pa depresivni, vi imate pa tale problem, vi imate pa unle problem. V resnici je pa kriza srednjih let, ko se mi začnemo zavedati, prvič nam kdo umre od staršev ali pa starih staršev ali pa nekaj smo na njega navezani, prvič vidimo, da ne bomo skozi z enimi ljudmi. Torej minljivosti se začnemo zavedati.
Ko se zavemo minljivosti, se pa začnemo spraševati, a je to, kar jaz delam, a ima to sploh kakšen smisel? Zakaj se jaz ženem? In zdaj zelo različno, kdaj ljudje pridejo. Eni pridejo že pri 30, eni pa pri 60 v krizo srednjih let. Ampak tudi živimo zelo različno, tako da če boste 120 let živeli, ni nič čudnega, če boste pri 60 prišli v krizo srednjih let. Gre pa za to, da ugotovimo, da vse te cilje, ki jih imamo, mogoče sploh niso naši. In ker nekaj bluzimo. In zdaj smo ful hudi, imamo ful hudo bajto, imamo 3 avte, imamo barko, hudi smo kasvina, ampak skozi smo slavni. In kaj pa je zdaj tisto, kar nas lahko naprej pelje? Zdaj pa zakaj je ta kriza srednjih let ni problematična samo zato, ker si gremo kabrioleta kupiti pa motor, ali pa ženske si kupijo torbico za 10.000 evrov pa štikle za 15, ampak je problematična zato, ker nerazrešena kriza srednjih let rezultira v pregorelost, v krvnožilne bolezni in pa v raka. Največ rakovih pacientov ima problem za nerazrešeno krizo srednjih let, predvsem kdo sem, kako transformiram jezo, kako transformiram žalost. In tle imamo tudi v krizi srednjih let, takrat butne ven, mi ne znamo delati z jezo, ne znamo delati z žalostjo. Večina nas je navajena, da moramo jezo potlačati, zato da smo družbeno primerni, ne smemo tega povedati in kar naenkrat se tudi v krizi srednjih let začnemo zavedati, da te družbene norme, ta je podvetnik je ful hud, ta je pa doktor je ful hud, ta je pa to je pa ful hud, ta ima pa ful denarja ful hud, so v bistvu čist brez veze. In vprašanje je, a smo mi dober človek ali smo pač idiota. In ker se pač pogledaš v faco in vidiš, rečeš, tole pa ni bilo lih najbolj pametno, mogoče pa malo zabit, tole pa se ne dela, Pol pa začneš malo dvomiti v sebe, pa sem jaz to sploh prav delal, pa je to prav, pa je ta powerplay, ki se ga grem v redu, a preveč ljudi trpi ali kaj, ali pa zelo pogosto, to pa pri ženskah še bolj pogosto, kot pri moških, je pa, a se meni splača odpovedovati vse tole za tega butastega šefa. A ne bilo boljše, da grem jaz domov otroke merkat, kakor pa tam skozi nekaj nalaga še, da moram še popoldne delati, pa še čez vikende, pa ne vem kaj, samo zato, ker se ne zna organizirati. In to je ta kriza srednjih let, ker naenkrat se zavemo, jaz sem se žrtvovala, ne vem koliko let, kaj imam jaz zdaj od tega? Otroci so zrastali, me sploh ne poznajo, jaz imam tle en naziv, jaz imam ne vem kaj, a je to. 2 prijatelja sta že umrla, ki jih je to, pa to, pa to, a se to sploh splača. In to je ta kriza srednjih let. No, mi to rešujemo tako, da najprej povemo obiskovalcem, da te občutki, ki jih imajo, da so resnični, da jim jih potrdimo. Ker v družbi mi se ne upamo reči, praktično noben se ne pogovarja, jaz sem zabluzil. In jaz sem imel ful hud problem, komorkoli reči, jaz sem zabluzil. Zakaj? Zato, ker nisi, kaj imaš? In to, kar ljudje mislijo, meni bo najbolj smešen. Na začetku poletja mislim, da se je ubil en kao poslovnež in je en tam malo od spodaj napisal, pa ta je res neumen, R8 Audija se je kupil, pa se je pa kar ubil. Ampak tako ljudje razmišljajo in jaz, ker rečem enemu, sem zabluzil, kaj si ljudje mislijo? Kako si ti zabluzil, kaj imaš, koga poznaš, to, un, treta. In sploh ne razumejo, da tam nekje je nekaj bil kratek stik. In zato, to bi bilo hmalo. Ampak ta potrditev lastnih občutkov, da si ljudje upajo povedati, ki pride recimo se z mano pogovarja, ali pa mi imamo ful veliko psihoterapevtov na razpolago, če se dogovorite, v naši Facebook skupini je preko 150 noter, ampak stvar je v tem, en vas mora poslušati pa reči, prav čutiš, ker mi smo pa naučeni, če ni čistko, se ti ne smeš biti slavole, kako se je lahko bil, če imel novega Audija R8, mislim.
Ampak to nas uči, to nas družba uči, ne? Ni zdaj, on je sam napisal tako neumnost. In mi imamo problem, ker se nimamo s kom pogovarjati. In to je zelo težko. Ne? Potem jim pomagamo s tem pogumom za spremembo v odnosih, v karieri in tako naprej. Jaz recimo sem imel skozi problem, zdaj jaz sem bil skozi direktor ene firme ali pa več firm, pa tega, pa tam sem bil, pa pa to združenje, pa to. Pa kam pa zdaj delal? Zdaj pa knjige pisal. Aha. In zdaj, kdo naj mi da potrditev, to je čisto v redu. Ne rabiš tistega. Mislim, to je bil tvoj prejšnji life, ne rabiš več. Lahko nehaš bluziti. Dovolj si delati tisto, kar ti je všeč. Jaz sem skozi hotel imeti živali. In nisem imel nikoli placa, tle sem bil v enem bloku, pa tam sem bil v Švici, nisem imel tako pogodbo, nisem smel imeti kužata, tako naprej. Tukaj sem pa prvo sem si šel vezga kužata kupiti. Sem rekel, zdaj imam svoja kužata, vsega boste srečali, če boste prišli na obisk. In sem rekel, zdaj imam jaz kužata, to je cool. In to sem si jaz želel od majhnega in sem si imel kužata. Ja, Sara, saj še. No, pol sem rekel, bom pa malo stare avte rihtel. In to je pol šlo malo iz rok, ampak sem pa rešil, ker sem jih malo preveč kupil, pa sem že cel avto odpadne mapal. Ampak pa sem tudi to rešil, ampak skratka, kar naenkrat sem, kaj jaz sploh hočem, kdo jaz sploh sem? Dajmo probat nekaj, mogoče ne rabiš tisti, kar oni drugi hočejo. In meni je bilo ful lušten, recimo, ker sem dobil koze, pa sem koze pasel, pa se to vsem smil. Ampak to je bilo meni ful lušten. Pa sem se ukvarjal, kaj bojo koze po zimi jedle, pa kaj bo to, pa tako naprej, pa kakšne jedi bomo delali pol iz njih, pa tako naprej, ta del je malo manj lušten za druge. Ampak tako, to meni je bilo ful, jaz, ker sem imel pujse, pa to, meni je bilo ful dobro, jaz sem vse v pujsih preštudiral. Jaz sem šel kar na faks tamle, pa sem mi dal diplome, pa sem mi dal vse v reji pujsov, pa sem se na Jato Emono, sem poklical. So rekli, Peter, kaj pa hočeš imeti od pujsa, pa jaz jim razložim, tako meso hočem imeti, pa rebra, pečem, pa to. Pa so mi točno povedali, kakšno hrano mi lahko pripravi, pa sem mi posebno hrano zmešal za pujse. In jaz sem si pač vzel full cajta in sem se ukvarjal s tem, kaj pujsi jejo. S tem, da pujsi so se pasali okol, sem vedno imel to, jaz sem hotel reči pač živali proste reje, ker jaz sem skozi trdil, da tisti, ki so živali v hlevu zaprte, da to je katastrofa. In pa sem se mogel vse naučiti v prosti reji, kako jim voda dostaviti, kako jo čistiti, kaj rabo veterinarja, koliko kvadratnih metrov mora imeti žival, ki je na prostosti in tako naprej. Ampak to je bila recimo moja kriza srednjih let, ker pač jaz sem bil mestni človek, skozi sem rinil še v večja mesta, zato da je več letalskih povezav, pa tako naprej. Ampak v resnici mi je bilo pa ful fajn, ker sem koze pasel pa pujse. In mi je bilo to čist nekaj drugega. In zato se mi zdi, hočem samo dati primer, da boste vedeli, da tudi če vi nekaj se vam zdi danes totalno neumen, če vam paše, da pojte probati. Tudi, meni je bilo fajn, ker sem bil mulcem, jaz delal event management, to pomeni, da smo organizirali žurke, plese, pa take stvari. In to je bilo meni takrat ful dobro. Zdaj, ker sem tam, zadnjič sem šel na en koncert, sem skoraj umrl. To, ki je bilo na glas muska, nisem imel unih zamaškov za ušesa, še 2 dni mi je piskalo ušesa, sem rekel, to ne bo. Ampak sem še probat, ker včasih mi je bilo pa to ful dobro, ker smo se zmenili z bandom, da bo pršil, pa band, pa ta je pršil, pa to mi je bilo včasih ful dobro. Pa sem pa zdaj probal na stara leta, mi ne zanima več. Skratka, treba je dobiti to jasnost, kaj je naše, pa kaj smo prevzeli od okolja. In ta del je treba imeti kar veliko poguma, pa ne se bati napake narediti. Ker moj problem je bil prej, jaz sem mogel biti vsem najboljši, tukaj sem govoril o popolnosti. In potem začneš to komplicirati stvari, da pol stvari ne narediš. Zato, ker pač hočeš popolno in potem popolna stvar je neskončna, ker tam pol ni bolj, ker si obseden, dražji bo. In potem s to stvari ne probaš. In dovolite se biti pač v teh letih v nečem najslabši. Ne najboljši, najslabši, ker si pač začel, ti si prvič tam in ne moreš biti najboljši.
In jaz sem si naredil tesarsko, jaz sem skozi rad z lesom delal, pa moj dedek je z lesom delal, pa tako naprej, in sem si pol naredil tesarsko delavnico doma. Pa malo mizarske, pa tako naprej. In vedno sestra ima pa tesarsko delavnico, tako, ta pravo, tako imajo, je poročena, imajo 120 let tradicije, pa tako naprej, a ne. In oni vedno, ko pride do mene, se mi smejijo, ne, kako si to naredil, to, a ne. Ja, seveda, ti tesar profi, ne, jaz sem pa, vse mi pomagajo, ne, se pa mi povejo, pa malo me tako skontrolira. Ampak tako hočem reči, ampak treba si dovoliti, ne, jaz sem pač pri 40 se začel ukvarjati s tesarstvom, zato ker imam ful ostrešje lesenih pa teh stvari, da sem lahko vse sam zrihtal. In pač ne moreš biti tako dober, ki ima grif, ki 40 let to dela. Ne. Ampak to si moraš dovoliti. Zadnjič mi je ena gospa rekla, jaz ne znam plesati, ampak sem zdaj začela plesati in hoditi na plese. Gospa je stara 78 let in je začela plesati. Je rekla, veš kaj, jaz grem pa čas do sina na obisk in tam je pa navada, na Kanarskih otokih, tam je pa navada tudi stari ljudje plešejo, ker pri nas ni, ne, pri nas je navada, tam se sedi pa pije. Tam je pa navada tudi stari plešejo in je rekla, zdaj sem šla jaz salso trenirati. Ne, ampak to, predstavljate si, pri 78 je šla salso trenirati. Mislim, to je amazing, ne, kaj lahko naredite, tako nikoli ni prepozno, dajte probati, ne, saj mogoče vam pa ne bo ples všeč, ampak tako, cool. To je topa, ne. Še ena stvar za ples, no, ki smo že tukaj. Ples je ena najstarejših načinov, kako damo stres iz telesa. In je zato ful koristen. Če vam je ples všeč, pojte plesati. To je en najboljših načinov, najstarejših. V starih časih so imeli vsaj enkrat na teden plesa, da so dali ljudje stresa ven. Ja, to pa tudi zaradi koordinacije. Ful dobro. Tako da to priporočam. Jaz sicer nisem talent, ampak če ima pa kakšna gospa bularje, pa lahko probamo. Da na pohodu. A to je to. To je ful dobro. No, zdaj bi pa sam še šel na rak. Kar prosim. Kakšna je povprečna starost pri ženskah pa pri moških za to, da lahko rečeš, da doživijo krizo srednjih let? Ženske malo kasneje doživijo, približno 5 let kasneje doživijo krizo srednjih let, pa predvsem zato, ker imajo otroke ali nekaj takega. Približno pri 40 moški se pa pri 35 začnemo. Ampak to so povprečja, tako kot sem rekel, od 30 do 60 je. Prosim? Ne, ni vedno. Ne, če imaš ti spucano glavo, ne rabiš. To mi, ki smo zabluzili. Ja. Ne, ni, dejstvo je. Eni se, če imaš ti dosti v redu življenje, pa to ne rabiš, da zabluzaš. Ja, pa še posebej, če ne zabluzaš, če ful kariero delaš, pa nekaj ponovadi takrat si zabluzal. Če imaš pa kakor to komerjen življenje, pa družinski, pa usklajen, pa tako, pa da ti služba ni tako pomembna, pa ni nujna kriza srednjih let. Ne, vse lahko imaš pol zaradi nečesa čisto drugega, lahko imaš zaradi privatnih stvari krizo srednjih let, lahko imaš krizo srednjih let zato, ker ti nekdo umre, lahko imaš krizo srednjih let zato, ker enega hobija ne moreš delati, lahko imaš krizo srednjih let zato, ker ne moreš potovati. 100 možnosti je, ni nujno, da služba. Pa zdaj se ful uporablja ta termin perimenopavza, ne, in zdaj se to povezuje nekako s krizo srednjih let, da je tudi to povezano. Ne. Oni, ki so manj povezani sami sabo, bolj zabluzijo, ampak ni pa nujno, da identificirajo krizo srednjih let. Ker da jo identificiraš, moraš vsaj malo se začeti s sabo povezovati, ker drugače so itak vse drugi krivi.
Ja. Pa tudi, se pravi, moderna znanost reče, ti si anksiozen, ne? Ali pa ti si pa depresiven. Ne? Zato, ker se ukvarja z posledico, ne z vzrokom. Ne? Če so narobni cilji ali pa družbeno usiljeni cilji razlog anksioznosti ali pa depresije, pa gre to sigurno v teh letih za krizo srednjih let. Še kdo? Ja, tisto, ampak kriza srednjih let je v bistvu tako, da mora se prav kompleks razrešiti. Ker ti moraš razumeti, kaj je tvoje, pa kaj je vsiljeno. Torej, kaj je pričakovano, kar je zunije, lahko je od družine, lahko je od okolja, lahko je od tega, pa kaj je tvoje. In kad ti rešiš, kaj je tvoje, pa kaj je zunanjo, takrat si rešil krizo srednjih let. Ja, če si ful hud, pa je tako. Ne, včasih si tudi kakšnih stvari ne priznamo, samo se pravi, vse pol na telesu nekje manifestira. To je, po mojem. Ja, vse v telesu je že Louise Hay povedala točno, kaj se nam zgodi, s katero psihičnim problemom je povezan. No, zdaj bi pa še malo na raka. Rak je en največjih problemov današnjega časa. 19,000 ljudi v Sloveniji na leto zboli za rakom, to je skoraj 1% prebivalstva. Praktično vsak tretji v vsaki generaciji zboli za rakom. Zdaj, klasična medicina ga rešuje z zelo agresivnimi terapijami. Te so pogosto tudi nujne, pač se jim ne moramo izogniti, ampak telo rabi vsaj čim boljši prostor za regeneracijo. Kaj hočem tukaj povedati? To mislim, da tudi vi imate probiotike pa take stvari. Ko gremo na kjerkoli ali to biološka zdravila na obsevanje, vedno se nam biota v želodcu podre. Imamo probleme z želodcem. In to moramo potem rešiti z prepas probiotiki, ker želodec oziroma prebavni trak je največji del imunskega sistema našega. Ta Reich je raka zdravil, on je pa rekel, da je stvar v pretoku življenjske energije, oziroma on je rekel organske energije, in da rakove celice imajo pač, danes vemo, da se hranijo se ne morejo hraniti z ketoni, pa da imajo premalo kisika. To vemo, pa da jih ne. Ja. Pa ne moramo jih izločati, ker mi imamo problem, raka sploh ne bi bilo, če bi imeli mi izločanje v redu, če bi imeli mi limfni sistem usposobljen, rak se sploh ne more razviti, ker ga limfa ven vrže. Čim imamo pa malo zablokiran, pri ženskah je ful problem, recimo antiperspiranti so ful problematični. Zato, ker kar eno si tle si odrežemo, kako se reče, en kanal izločanja si odrežemo in imamo ful velike probleme, kako zdaj to vzpostaviti nazaj. In ko pa izločanje, torej ta limfni sistem postavimo, se pa rak kar sam izloči. Še ena stvar vemo pri tumorjih, tumorji niso celica, ki je podivjala in tako naprej, to je potem čisto v končnem stadiju, ampak tumor je v bistvu narejen za to, da izločke ogradi v telesu. In to, zato jaz sem ful proti, zdaj to je pač, to ni medicinsko, to je nemedicinsko, jaz trdim, da moramo mi telo naučiti, kako se izloči in da tudi tumorje telo zna samo izločiti. To lahko delamo z avtofagijo, lahko delamo s tem, da tumor izstradamo, 100 stvari imamo na razpolago. Jaz pač lahko dam to kot mnenje, ampak vsakmu rečem pač to, vi morate sami voditi svoj proces zdravljenja in če zaupate vašemu zdravniku, je to v redu, pač gremo tam in potem mi nudimo samo podporo. Torej, organska energija pomaga pri lajšanju stranskih učinkov terapij. Vsi, ki so preboleli raka, ki hodijo k nam, poročajo o hitrejšem okrevanju. Veliko stranskih učinkov, recimo moški imajo ful problem z impotenco
po kemoterapijah, še posebej po operacijah prostate, a ne, pri nas po 10-15 terapijah se erekcija vrne. A ne. To je praktično v nulo s tem, da to je najbolj. Potem mi vedno težimo s prehranskimi smernicami, ker važno je, da vnašamo prave smeri. Mi nočemo hraniti raka, ampak hočemo hraniti telo, hočemo telo narediti funkcionalno in torej energetsko pretočno. Razni dodatki, ki jih imamo tle, podpirajo ta imunski sistem in regeneracijo, pa mi se ukvarjamo zelo na varnosti. To pomeni, da ponudimo varno okolje, da se vi lahko ukvarjate z sabo. Ker še vedno ful veliko ljudi, ki ima raka, ga skrbi, kaj bo v službi, kaj bo doma, kaj bo to, kaj bo, če mene ne bo, kaj bo, ko jaz ne morem delati in take stvari. Takrat je ultimativni čas, da se usmerimo v sebe, pa da se sami s sabo ukvarjamo, ker moramo sebe rešiti. Takrat tudi moramo vedeti, da velikrat bo treba jezo dati ven na različne načine. Mi imamo tam tudi malo gozda, da se lahko greste dret malo gozd ali pa take stvari, kakor se zdaj to smešno sliši. Večina ljudi se sploh nima priložnosti zdret, ko mu gre nekaj narobe. In to, kar mi vse testamo, ni dobro. Tudi žalost je problem, večina ljudi nima prostora, kjer se lahko zjoka, nima varnega prostora. In če imamo take stvari, to je eden najhitrejših načinov, potem pa jaz ful težim, da moramo se z odpuščanjem ukvarjati. Nekomu moramo nekaj odpustiti. Zelo velikrat smo to mi. In vse odpustiti je ena najtežjih stvari na svetu. Kakor se to smešno zdiš, ti lahko rečeš, ja, sem se odpustil, ampak v resnici se mi kar skozi nekaj učitamo. In ta pozitiven samogovor je ful učinkovit. Mi moramo biti prijazni do sebe. Mi se moramo imeti radi. Pol pridemo pa do raznih delavnic z notranjim otrokom in podobno. Konc. To je to. A ima kdo kakšno vprašanje? Česa? Ne, to je pa strogo zaupno, to morate prej pogledati. Prosim? Ja, no, pri nas recimo gor to je ne, gor pri nas imamo ful srečo, da ni, tam ni signala za telefon. Mi, kar se tiče routerjev pa tega, mi pač svetujemo, da greste za neke stene ali pa čim dalj stran od sebe, da nimate telefona pri sebi. Razen pa, če imate nujni klic, pač to ne moramo preprečiti, ampak da to izločite. Telefon, vam povem samo to, če boste ga imeli v sosednji sobi po noč, vam že nervoza za 30% pade, ker mi podzavestno vemo, da je telefon zraven, da lahko pride message, da lahko pride telefon. Če ga imamo 1-2 sobi stran, tega ni več. Če imate možnost, da nimate kabla, je pa to gor obešeno na Wi-Fi-ju, dajte po noč Wi-Fi ugašati, boste imeli manj problemov. Imamo pa celo predavanje z eno arhitektko narejeno na temo različni materiali, sevanja v hišah, v stanovanjih, kaj to pomeni, ker mi se ukvarjamo veliko tudi s kristali, pa z orgoniti. Tako da potem imamo tudi, bomo imeli tudi, zdaj sem dal predlog, ko boste prišli k nam, da boste lahko svoj organit naredili, da ga boste začutili, da boste videli. Tam se da zelo veliko stvari, kar se sevanj tiče, pa magnetnih pol, pa tega naučiti. Pa občutiti, no, ker se to je bolj važno, da je čutite. Ker pol boste znali sami delati in zato vas mi tudi naučimo orgonite sami delati, ker orgonit je tako, jaz vam ga danes naredim, vam se še 14 dni nekaj spremeni v življenju, vam ta frekvenca napaše več in zato je dobro, da ga znate sami narediti in ga lahko spremenite.